Prehajamo na tretjo točko, seznanitev z informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2023. Informacijo ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalca pa gospod komandir Damir Jukan in pa namestnik komandirja gospod Davorin Toš. Izvolite beseda. Hvala lepa. Lep pozdrav v imenu celotne policijske postaje Kamnik. Pa bi se najprej navezal na prometni kaos okrog Velike planine. Tukaj obstaja ena zelo preprosta rešitev. Se je postavil enega reditelja na glavno cesto proti Črnivcu in pač preusmerja ta vozila oziroma jih seznanja z kaosom, ki je gora. Ali takoj obvesti nas, pa mi pridemo pomoč, zato smo tudi tukaj. Kar se tiče statistike, ste jo prejeli. Jaz vas posebej ne bi utrujal skozi celotne podatke. To je samo izvleček statistike iz letnega poročila o delu policijske postaje Kamnik, ki je na nekaj 100 straneh. To poročilo bo objavljeno v mesecu juniju na spletnih straneh policije, pa se mogoče lahko tam bolj podrobneje seznanite. Bi pa šel čez nekaj bistvenih podatkov, kar se tiče kaznivih dejanj na območju občine Kamnik, so v zadnjih 10 letih v drastičnem upadu. To pomeni, da smo jih v zadnjih 10 letih skoraj prepolovili. Iz 1600 smo prišli na 750, izstopajo pa še vedno kazniva dejanja zoper premoženje. Teh je bilo v letu 2023 376. Najbolj pogoste so pa tatvine in poškodovanje tujih stvari. Število obravnavanih vlomov je bilo v letu 2022 66, kar je primerljivo z letom 2022. Preiskavanost zlomnih tatvin je pod 10%, to je trenutno, ker so še zavarovane sledi pri ogledih krajev kaznivih dejanj v preiskavi na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. To traja lahko tudi po letu, 2, 3, se potem ta preiskavanost tudi dvigne. Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo obravnavanih 36, v letu 2022 62. To pomeni, da upam, da so končno posledice covida počasi odpravljene. Imeli smo pa veliko težav, posebej, ker ljudje preprosto niso bili navajeni živeti skupaj, naenkrat so morali živeti skupaj in posledica je bila, kot je bila. Izpostavil bi še kazniva dejanja s področja prepovedanih drog. Tukaj smo imeli v preteklih letih več, ampak smo imeli tudi v lanskem letu enako število kot v preteklih letih, vendar so te preiskave kaznivih dejanj zelo obsežne, obširne in so še tudi določene sledi v preiskavah. Tako, ko bodo te zaključene preiskana kazniva dejanja, bo številka primerljiva z številkami iz preteklih let. Na področju gospodarske kriminalitete smo policisti obravnavali 31 kaznivih dejanj, v večini primerov gre za kazniva dejanja poslovne goljufije, ponarejanja denarja, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Porastu je posebej slednje. Ljudje slepo zaupamo tujcu podatke od kreditne kartice in potem se čudimo, zakaj naenkrat ni več sredstev na računu. Tukaj bi res opozoril na pazljivost, ne zaupati podatkov osebi, ki je nepoznana, posebej preko spleta, ker to so ljudje, ko se ukvarjajo samo s tem in so v tem zelo dobri.
izslediti jih je tako rekoč skoraj nemogoče. Sledimo jih v primeru, da recimo naše banke ali tuje banke zaznajo takšen primer, da gre, ne vem, naenkrat 100 transakcij v isti sekundi čez, tem banka ali sama ustavi to transakcijo, jo zavaruje ali pač običajno je to banka v tujini, ne vem, Nemčija, Avstrija, z njimi recimo zelo dobro sodelujemo. So pa res ta kazniva dejanja v drastičnem porastu. To so, ne vem, če ste kaj spremljali medije, to so cele vasi, mesta, ko se ukvarjajo samo s tovrstnimi dejanji. Kar se tiče prekrškov in dogodkov, je podobno število kot v preteklih letih. Opravili smo 774 identifikacij, ugotavljanje identitete z namenom ugotavljanja njihovega razloga zadrževanja na določenem kraju. Po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami je bilo obravnavanih 45 oseb, od tega 6 mladoletnih oseb, kar je spet podobno kot v preteklih letih. Izstopajo še prekrški po zakonu o zaščiti živali. To pomeni, da ko vidite občana, ko se sprehaja ob Kamniški Bistrici brez povodca oziroma se pes sprehaja prosto ob njemu, je to kršitev. Moramo zagotoviti pač, da je domača žival na povodcu. Po kraju storitve prekrškov je največji delež zabeleženih na ulici in v stanovanjih, sledijo pa kraji, kot so gostinski objekti, poslovni prostori, gozd in podobno. Kar se tiče stanja varnosti cestnega prometa, tudi bistveno podatki ne odstopajo iz preteklih let. Edino skrb vzbujajoč je podatek, da smo beležili 3 smrtne žrtve. V preteklih letih je to bilo povprečno 1. Na to smo se tudi ustrezno odzvali, organizirali več postrenih nadzorov, verjetno ste nas tudi po cesti srečevali, zaradi tega je bilo tudi zaznanih več prekrškov kot pretekla leta s hitrosti, alkohola, pač bilo je več postopkov in temu primerno je tudi več zaznanih tovrstnih prekrškov. Kar se tiče meje in tujcev, tukaj odlično sodelujemo z upravno enoto. Mi v bistvu opravljamo za njih preverke, tudi če je karkoli sumljivega, nas o tem takoj obvestijo. Mi se takoj odzovemo in ustrezno skupaj lažje potem ukrepamo. Zelo pomembno je tudi naše delo v skupnosti. Tukaj oba z načelnikom dajemo velik poudarek ravno, da smo čim več prisotni v osnovnih šolah v smislu ozaveščanja o medvrstniškem nasilju. To smo imeli zdaj v preteklem obdobju tudi povečano število, ampak smo poslali vse naše vodje policijskih okolišev, vse šole so opravile res dobra predavanja, na enem sem bil tudi sam prisoten in sem videl, da ima to zelo velik učinek na otroke. Tudi zadnja grožnja, ki je bila na 24 ur, verjetno o tem ste vsi seznanjeni, da sledi ne vem kaj, pač tudi pri nas. Na območju občine Kamnik smo se takoj odzvali, vzpostavili kontakt z ravnatelji, jih pomirili, tako da teh odsotnosti napram drugim šolam po Sloveniji je bilo zelo malo, pač zaradi varnosti, da bi se
da bi starši se bali poslati otroke v šolo, je bilo zelo malo napram drugim šolam po Sloveniji. Pa bi jaz to statistiko zaključil, razen če bo kakršnokoli vprašanje, ampak vprašanje prosim, ne v smislu, zakaj policisti nismo prisotni na šutni, kaj bomo naredili z odvisniki, ki so nastanjeni v bivši klavnici, ker tega pač mi ne bomo rešili. Od nas zahtevajo, da smo vse posod prisotni, ampak naša sredstva so omejena. Hvala lepa. Hvala, gospod namestnik komandirja, za vaše delo in pa tudi za to kvalitetno poročilo. Odpiram razpravo svetniške skupine. Besedo ima Jožef Galičič. Hvala lepa, gospod župan, za besedo. Lep pozdrav, gospod Toš, in vsem ostalim tudi lep pozdrav. Ja, ne morem mimo tega, da ne bi vprašal, kaj bomo naredili z mladino na neregistriranih motorjih, ki se vozijo po mestu, po centru. Meni se pritožujejo gostje moji, vi to poznate sigurno, in tukaj bo treba nekaj rešiti, ker po eni strani jaz jih razumem, tudi jaz sem bil mlad, vedno sem imel registriran motor, še danes sem. So fantje in punce, ki naredijo izpit, ki se lepo vozijo, po drugi strani pa mečejo rokavico, ta, bom rekel, mularija, ki se dela norca z vas, z nas izzivajo in tukaj res nekako polagam, tudi verjetno mogoče v sodelovanju z prometno policijo Ljubljana, da se naredi ena racija ali pa dve, da jih vsaj malo ustrahujejo, da se pač nekaj reši. To bi bilo eno vprašanje. Pa z vsem dolžnim spoštovanjem, ker se mi zdi, da je fajn, ker ste in ste super vsi, ampak tole je ena taka rak rana, sploh za center mesta. To, drugo pa, vi ste rekel, da ni denarja, pa verjetno ga res ne bo nikoli, ampak a obstaja kakšna varianta, da se policija uvede pač v 24-urno prisotnost dežurnega, tako kot je bilo nekdaj, ali je res proračun toliko majhen, da se Kamenk kot neka druga največja ne mestna občina ne more privoščiti tega. Hvala lepa. Hvala. Hvala, Jože. Beseda ima Anton Iskra. Spoštovani, najprej se policistom iz policijske postaje Kamnik zahvaljujem za vse delo, ki so ga opravili v preteklem letu. Minulo delo je bilo zaradi dveh velikih naravnih nesreč za našo občino polno izzivov tudi na varnostnem področju in policija je v takšnih razmerah kljub vsemu večinoma dobro opravila svoje poslanstvo. Vendar pa so mi občani na območju Stran in zaposleni na osnovni šoli Stran je povedali, da z vašim delom niso bili zadovoljni. Poročajo, da se v okolici osnovne šole Stranje pojavljajo objestnost in vandalizem mladoletnikov oziroma mladostnih oseb. Vožnja z motorji brez izpita, čelade in registracije. Razgranje v okolici šole, nočne dejavnosti na igrišču in okoli šole, ki vzbujajo sum na trgovanje z drogo. Opozorili so, da od 22. ure do 4. ure zjutraj pred šolo stoji avtomobil z dvema osebama. Poškodovana ograja, določene osebe ukradejo šolsko lestev in hodijo po strehi šole. Zaposleni na osnovni šoli mladoletne osebe večkrat zalotijo pri omenjenih početjih in pokličijo policijo, ki pa s svojim dosedanjim ukrepanjem ni uspela zaustaviti takšna vedenja. Saj za storilce doslej ni bilo nobenih kazen, posledic, ki bi jih odvrnile od takšnih dejanj. S tem mladi, ki so v takšne dejavnosti vpleteni, dobijo sporočilo, da lahko počnejo karkoli, da se jim ne bi nič pripetilo. To pa ruši tudi vzgojno avtoriteto pedagoških delavcev šole. Občani in zaposleni na osnovni šoli Stranje pričakujejo poostren nadzor in odločnejše ukrepe ob
zaznanih kršitvah javnega reda in miru. Naj popišejo mladoletne osebe, ki so jih zalotili, in tudi njihove starše oziroma skrbnike. Naj policija v okvirih svoje pristojnosti v polnosti uporabi svoja pooblastila in se tem, da vedeti vsem vpletenim, da takšnih pojavov ne dopušča. Zato vas prosim, gospod pomočnik komandirja, vprašati, kaj ste na policijski postaji glede teh dejanj v Stranjah zaznali v zadnjem letu in kako ste ukrepali. Prav tako vas prosim, da v okviru svojih pristojnosti ukrepate tako, da zaustavite ta dejanja, ki ogrožajo javni red in mir, in nam možnosti svojega ukrepanja tudi na kratko predstavite. Hvala. Hvala, svetnice, svetniki. Beseda ima Vojko Tonin. Ja, dober dan in pozdrav vsem skupaj. Jaz bi samo vprašal, glede na to, da je Tuhinjska dolina, v Tuhinjski dolini prepovedan tranzit oziroma prepovedan promet za kamione nad 7,5 ton. In že dalj časa opažam, pa tudi krajani me na to opozarjajo, da se vrši tranzit oziroma ne gre samo za tistega, ki nekako zaide v Tuhinjsko dolino, ki gre v Kalcit. Tukaj se upravlja tranzitni prevozi kalcitovih cistern najmanj 4 prevoznikov. Pa če izvzamem 2, ki nekako verjetno, da imata dovoljenje, ker imata naslov v Tuhinjski dolini, me še vedno zanima, zakaj 2 prevoznika ali pa še celo 3 ta tranzit upravljajo. Glede na to, da je gospod Birsa večkrat prisoten v Tuhinjski dolini, pa na to ne reagira. Sej jaz vidim, da se velikrat gor pa dol pelje, ampak tudi če gre čez cisterna skozi Tuhinjsko dolino, ne zaustav. Pa me zanima, zakaj se to dogaja oziroma če boste kaj poostrili nadzor. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav tudi vsem skupaj. Na kratko vprašanje, ste mogoče zaznali na policijski postaji zdaj tale moderni kibernetski napadi na občini Kamnik, a se to že pri nas kaj dogaja tudi v občini Kamnik oziroma v kakšne udore, v kakšne sisteme? No, hvala. Hvala, beseda ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz moram dopolniti tisto, kar je začel že svetnik Tone Iskra. Na odboru za družbene dejavnosti je potekala kar pestra razprava okoli dogajanja okoli kamniških osnovnih šol in tam je bila tudi izpostavljena osnovna šola Frana Albrehta. Moram reči, da sem se jaz pozanimala, kaj se je kaj dogajalo, glede na slišano, kaj se dogaja na osnovni šoli Stranje. In dejansko sem dobila informacije, da v začetku februarja smo imeli vlom v športno dvorano, ki ga je izvedla skupina 5 mladih fantov. Pri tem je bila ista skupina skušala vlomiti osnovno šolo Toma Brejca. Ravnateljica je bila seznanjena, da je bil v istem času zaznan vandalizem tudi na gradbišču nove šole. Pri službenem vhodu, kjer je bilo vlomljeno, smo namestili dodatno zvočno varovanje. 2-krat v zadnjih mesecih so nam v nočnih urah pred šolo izruvali stebriček. Dejanje smo prijavili policiji. V letošnjem šolskem letu, samo v letošnjem šolskem letu smo imeli 2 vloma v garažo podružnične šole Mekinje, zato smo tudi na podružnično šolo Mekinje namestili video varovanje. Omenjena dejanja, tukaj je jedro problema, so se vedno dogajalo v nočnih urah. Ker, kar je pohvalno, čez dan skrbno pazimo, da vstop v šolo nenapovedanim gostom ni mogoč. Za varnost otrok in zaposlenih šola poskrbi. In iz tega izhaja, da do vandalizma ni nikoli prišlo v kakršnemkoli obliki v dnevnem času, v glavnem se to dogaja po noči. No, tukaj moram reči, da za razliko od osnovne šole Stranje je ravnateljica osnovne šole Frana Albrehta sodelovanje s policijo označila kot dobro in korektno sodelovanje, ampak tukaj moram reči, da se strinjam tudi s kolegom Jožetom, in tudi mene zanima, ali res ni možnosti, da Kamnik dobi nazaj policijsko postajo 24 ur in pa kakšne so možnosti, da se poveča varovanje v nočnih urah, če se zavedamo, da se vandalizem dogaja v nočnih urah, ker verjetno, da si ne želimo na novogradnji tega, kar se je zgodilo v nakopališču Ilirija v Ljubljani. Hvala. Hvala, beseda ima Natalija Berlec.
Hvala lepa, ponovno vsem lep pozdrav. Jaz bi pa rekla tako, no, hvala lepa vam za izčrpno poročilo. Jaz pa v bistvu gledam to mogoče malo drugače. Pohvala za vse delo, ki ga opravljate. Nimate 24-urne prisotnosti tule. Porast, zahvaljujem se vam za porast več nadzorov, ki ste jih opravili. Pokazali so, da se je tudi za to številka, vsaj glede cestnih nesreč na cestah in varnosti cestnega prometa povečala. Nedolgo nazaj smo spet naleteli pač na ponovno nesrečo na Perovem. Mislim, da so tam zelo pogoste, pa bi dala en apel, da se tam pač nekaj uredi dodatnega. Razumem pa na vse nastale situacije, ki ima policijska postaja tule ali pa tudi kjerkoli glede na omejene finance, prisotnosti ali pa osebja, kakorkoli kadrovske, da naredijo pač maksimalno. Se pa pri tem sprašujem, koliko vpliva imamo pravzaprav starši, če gre to za neke otroke, mladoletne, se pravi nepolnoletne otroke, ki jim dovoljujejo nakupe, ne vem, motorjev ali pa recimo ne registrirajo ali pa recimo, da ne vedo, kje se po noči pač potikajo. Ni vse na vas, hočem reči, da je apel tudi na nas starše, pravzaprav, da nekaj naredimo in pa družba pravzaprav sama. Če mi vidimo, da se lahko ljudje, ne vem, delajo norca, ne vem, ko v neki parkirni hiši v Ljubljani, pa so to, recimo, tam bili sicer polnoletni, da v bistvu smo kot družba razvrednotili osebnost policaja, a veste, to je ogromno, nikogar ni več strah, kaj mi pa more, kaj mi pa lahko naredi, mi kot družba moramo za to nekaj narediti, tako da vam hvala lepa za vse, hvala. Hvala. Izvolite, gospod namestnik, če za par obrazložitev. Hvala lepa. Pa bom začel z kadrovsko problematiko, ki je na policijski postaji Kamnik, tako rekoč za policijsko upravo Ljubljana ni. Smo med najbolj zasedenimi policijskimi postajami na celotnem območju policijske uprave Ljubljana. Tako rekoč odhodov policistov ni, ki bi se želeli kam drugam v službo, tudi ne, kar pripisujem dost našemu delovodstvu. Predvsem nasprotno, vsak teden prejemam klice iz drugih policijskih postaj, da želijo k nam v službo, ampak žal jim pač tega mi ne moramo omogočiti. Kar se tiče 24-urne prisotnosti, mi smo 24 ur prisotni, nimamo samo dežurnega policista. Mi smo dali ogromno pobud, pa mogoče tudi imate vi tukaj večjo moč kot mi, mogoče župan, občina, občinski svetniki, da kakšno pobudo na policijsko upravo Ljubljana, generalno policijsko upravo, ne v smislu zdaj, da se vi počutite ogrožene, ampak pač, da je bilo veliko boljše prej, da ste se imeli kam obrniti, da je bil reakcijski čas policistov krajši, da je ogromno težav rešil dežurni policist, da ni sploh rabila patrulja na kraj. Mislim, tako bi jaz pristopil, če bi kaj takšnega poskušal doseči. Sva pa z načelnikom ogromno truda vložila v to, ampak žal posluha ni. Tudi zdaj imamo enega policista kriminalista, ko nudi pomoč vodstvo, trudimo se, da bi ustanovili eno novo delovno mesto vodje izmene. To bi bil najbolj izkušen policist, ki že opravlja desetletja delo kriminalista na policijski postaji, ampak tudi tukaj posluha žal ni, ker ne vem, ali je res toliko potrebno, da se spremeni sistematizacija ali preprosto ni volje, ampak policija res toliko sistem na spremembe odreagira zelo počasi. Mi se trudimo, koliko lahko na lokalni ravni, ampak naše roke so tukaj prekratke, če ne rečem zvezane. Kar se tiče motoristov po centru Kamnika, verjemite, smo seznanjeni. Jaz osebno meseca decembra, januarja sem velikokrat šel sam ven, ko sem slišal, pa tudi
okrog same policijske postaje se te otroci, mladostniki delajo tako rekoč norca. Takrat smo organizirali 2 poostrena nadzora, tudi s policisti v civilu. Smo tudi 2 ali 3 dobili, ampak dobiš jih lahko samo to, tako da si v civilu, ko se ustavi in izvedeš postopek. Nikakor, pa čeprav to policistom težko dopovemo, gremo mi v lov za tem motoristom, otrokom na motorju, naj se otroku kaj zgodi. Policist je celo življenje zapečaten. Zgodil se en primer podoben pri Ptuju. Patrola je ravno enega mladostnika lovila, je zapeljal na polje, patrola za njim, otrok je padel, ta intervencijsko vozilo se ni moglo pač po polju tako hitro ustaviti in ga je povozil, no, ta 2 policista, mislim, da sta pristala na psihiatriji. Tako da morate tudi nas razumeti, imamo zelo omejena pooblastila, kar se tiče z delom z otroci in mladostniki. Imamo pooblastila v smislu preventivnih dejavnosti, ki jih lahko upravljamo v okviru osnovnih šol, ampak tudi, če jih dobimo, če otrok dejansko ne odgovarja ne za prekršek in ne za kaznivo dejanje. Pa še to, otroci so zelo zavedajo svojih pravic. Tudi, če mi pošljemo, sam sem imel recimo ta primer iz meseca decembra, sem ulovil enega motorista, ki je dlje časa to izvajal okrog policijske postaje, zapeljal ta Kršmarjev park, tam sem ga legitimiral. Ni da ni kakšne pritožbe, da vse zoper moje delo. Na sodišču smo imeli, da ne govorim kaj, ampak sem delal res striktno, tudi jaz policiste učim, kako se dela, pa verjetno poznam to zakonodajo, ampak smo imeli, da ne povem kaj. Kar se tiče osnovne šole stran Frana Albrehta, smo s to problematiko seznanjeni. Apeliram spet na vse občane, vas, dajte nas obveščati, karkoli se odvija, pokličite 113, kljub temu, da mi nimamo dežurnega, policisti se bodo odzvali v najkrajšem možnem času, ker tudi nam je to v interesu, da to zajezimo, ampak je spet tukaj, to so otroci. Predstavljajte si, da policija predrvi do vašega otroka, izvaja pooblastila, kot jih izvajajo zoper odrasle, to je zelo občutljivo. Tukaj je lahko samo starši preprečite, mogoče tudi osnovne šole, ki pripomorejo dosti k vzgoji. Mi, policisti, lahko samo v smislu preventivnih dejavnosti pomagamo, ozaveščamo otroke, mladostnike. Kaj več pa žal ne moremo. Je pa to po celi Sloveniji v porastu noro, sploh po Ljubljani, mi smo tudi veliko v Ljubljani. Pa še to, policijska postaja Kamnik je del policijske uprave Ljubljana. Se pravi, vse, kaj se dogaja v Ljubljani, od protestov do nogometnih tekem, sploh derbijev, Maribor, Olimpija. Takrat je ogromno policistov ali v Ljubljani, ali v Domžalah, ali v Kočevju, če je migrantska kriza tam. Žal nimamo vseh policistov, da bi jih imeli samo zase. Mi jih ogromno jih gre, vsak dan. Jaz sem bil slučajno zdaj 14 dni sam, ker je bil načelnik odsoten, vam povem odkrito, sestaviti razpored, da imaš nekako zagotovljeno patrolo, da pošlješ vse napotitve in da imaš še enega kriminalista, da ti ostane noter, da popisuje hujša kazniva dejanja, je umetnost. Pa sem se zelo trudil tudi v nočnem času doma, pa tako naprej. Kar se tiče Tuhinjske doline, problem z tovornim prometom. Tukaj mislim, da se lahko vsi priznamo, da Birsa svoje delo, svojo vlogo odigra odlično. Zdaj, če on vedno ne odreagira na tovorno vozilo, ki se pelje mimo njega,
Verjetno imate krat pot v šolo na predavanje, opravljati razgovor za stranko, s katero je dogovorjen. Tukaj mu definitivno ne moremo očitati, ker vam zagotavljam, da pa sem delal recimo v Domžalah, na policijski postaji Moste, policijski postaji Vič, Birsa opravil odlično svoje delo, vam zagotavljam. Ne more pa vsega, zato tudi sodelujemo z prometno policijo, ampak spet, glede na varnostne dogodke, ki se odvijajo na policijski upravi Ljubljana, se pravi, če je tukaj protest, jaz imam planiran postren nadzor, moj nadzor je manj pomemben kot pa varovanje protesta v centru Ljubljane, sploh glede na to, kaj se je dogajalo na teh protestih v preteklih letih. Mogoče tudi to razumem, ostale komandirje, pomočnike komandirjev od nas zahtevajo celega policista, ne rezervista. Jaz sem bil na velikih protestih s posebno policijsko enoto in verjemite, da tam prekleto rabiš policista, ne rezervista, ki se bo umaknil in čakal, da zadeva mine. Tako da moramo razumeti, da tudi Ljubljana je del nas. Kar se tiče kibernetskih groženj, zaenkrat na območju Kamnika teh ni bilo zaznanih. Je pa, kot sem povedal, veliko spletnih zlorab. Ljudje smo naivni, klikamo, spisujemo podatke, ko veš, da ni prava, ni tista spletna stran, preko katere običajno vstopaš, ampak ti storilci so res verzirani, znajo. In tukaj spet lahko sami si pomagamo, ne vem, imeli smo prejšnji teden primer, meni osebno so se zasmili, družina prišla na policijsko postajo prijaviti spletno goljufijo, nakazali so 19 000 evrov v Nemčijo, enemu podjetju, ta storilec je ustvaril lažno spletno stran, vse v njihovem imenu, tako dober, da je vse v njihovem imenu jim tudi pošiljal račune, potrditve transakcij, pa tudi jaz verjetno ne bi ugotovil, da je to prevara. No in ta družina je mogla vzeti 19 000 evrov kredita za dobo 6 let, katero bo zdaj plačevala, avta pa nikdar videla. To je to, da si lažje predstavljate. Vlomi v OŠ Frana Albrehta. Tukaj so spet bili otroci, to niso bili mladostniki, to so bili otroci, ker mladoletniki so od 14. leta naprej, ko so odvisni, ko so tudi odgovorni za svoja dejanja, delno odgovorni za svoja dejanja. In so vlomili tako rekoč z namenom ne izvajanja objestnosti, ampak preprosto, ko so hoteli iti noter igrati nogomet. Niso ničesar ukradli, ničesar poškodovali, oni so šli noter in brcali žogo. Koliko sem jaz seznanjen, zdaj lahko se motim. Nadaljnjega vandalizma iz tistega vikenda, pa tudi mislim, da je bil en zabojnik poškodovan, pa še nekaj, ampak to preprečiti pač žal ne gre. Lahko se odzovemo, lahko vam dam besedo glede teh motoristov, absolutno, tukaj moramo več narediti. Tudi povezali smo se že z prometniki, smo že izvedeli poostren nadzor, je bil zelo dober, ampak ko vidijo te otroci, da je en ukor, vzgojni ukrep na sodišču, da je to tako rekoč nič, ne. Žal pa mi ne moramo tako kot nekoč, da bi ga dol z motorja, pa ne gre, ne. Perovo, da bi tam bilo povečano število prometnih nesreč, ne. Opažam pa sam, da so ljudje ratali zelo objestni.
vozijo, sam se vozim 2 uri službo, 2 uri iz službe in napravim, ko sem začel hoditi v službo 20 let nazaj, noro. Kaj bomo tukaj naredili, verjetno bomo mogli to kot država, na državni ravni, mi težko. Mogoče, da bo vsak izgubil koga bližnjega v prometni nesreči, da bo se začel zavedati, kaj se lahko zgodi, da takrat, jaz upam, da ne, ampak te objestnosti, potrpljenja ni več, Bog ne daj, da se pelje čez Tuhinjsko dolino nekdo 45, ne 50, to je noro, ljudje. Sam opažam, ampak tukaj je spet samo vzgoja, izobraževanje, druga, žal ne. Vse raziskave tudi kažejo, da prisotnost policistov na terenu ne vpliva na javno varnost. To je bilo ogromno raziskav narejenih, jaz prva nisem verjel, ampak skozi izobraževanje, šolanje so me pa prepričali, da pa to res. Čeprav jaz še vedno mislim, da če ti vidiš policista, boš zmanjšal plin, odložil telefon, se pripasal, ampak dobro, to smo mogoče še stara šola. Tako da upam, da sem na vse odgovoril, če še pa kakšno vprašanje, pa z veseljem ali pa tudi naknadno, kakorkoli, če so kakršnekoli pobude. Jaz, načelnik, ima vedno odprta vrata, tudi novega pomočnika za promet smo dobili, je tudi uradno pomočnik, tudi je dost na terenu prisoten, tako da karkoli imamo odprta vrata. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Dragica Požar. Hvala za besedo. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi gospodu Tošu, lepo bi ga prosila, da bi tudi na Duplici, na železniški postaji Duplica Bakovnik večkrat naredili kakšno kontrolo, kakšen nadzor. Tam je tudi mladina razposajena, vandalizem še bolj razširjen, kot si mislimo. Vprašala bi ga pa tudi, če nam zaupa, kaj se je pred kratkim dogajalo na osnovni šoli Marije Vere. Širijo se govorice razne o raznih ustrahovanjih na šoli in bi prosila za ta odgovor. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se zahvalil gospodu Tošu za izčrpno poročilo, tudi za vse odgovore. Mislim pa, da njegovi odgovori nam dajo nekaj misliti, da je tudi na nas tukaj na občinskem svetu, na občini Kamnik, da skupaj s policijsko postajo Kamnik pristopimo k reševanju situacije. Najprej na tem področju, ki ga imajo, mislim, da imamo kakšne veze tam v Ljubljani, mogoče ne direktno na Ministrstvo za notranje zadeve, ampak da se vztrajno zavrača v bistvu te njihove prošnje, se mi ne zdi okej. In mislim, da je v to smer potrebno kaj narediti, če ne drugače danes, da za neko hitro oblikovanje nekega sklepa občinskega sveta verjetno ni časa, ampak smiselno je za razmišljati za naprej, če bo stanje še enako, da se poleg tega, da se seznanimo z informacijo, tudi nek sklep sprejmemo, s katerim bomo terjali kakšen odgovor iz Ljubljane, zakaj ne slišijo tega, ker je več kot očitno, da je potreba. Naslednja stvar je pa, veliko je bilo govora o problematiki, veliko se je pa ponavljala ena beseda, mladi. Kar pomeni, da strategija za mlade, ki smo jo sprejeli v prejšnjem mandatu, kliče po tem, da moramo začeti nekaj konkretnega delati. V strategiji imamo konkretne zaveze, vem, da je bilo marsikaj do zdaj, ampak narejeni so bili tudi prvi koraki, tudi na Duplici, ampak mladino še zmeraj prepuščamo v ulici. To, da so ulomili zato, da bi fuzbal igrali, nam kliče konkretno, kaj je narobe. Se pravi, gradimo igrišča iz občinskega denarja, pol jih pa pri šolah jih pa popoldne zaklepamo.
Ja, kaj bojo drugega naredili, če hočejo žogo brcati, kot ključavnico polomili pa šli noter? In problematika je točno to v stranjah zdaj. Po vsem tem, kar se je verjetno zgodilo, je zdaj soboto pa nedeljo ploščad, kjer so goli pa koši zaklenjena. Ja, kaj bojo drugega naredili, kot mrežo pretrgali pa šli na koš metati, no? In mislim, da gremo z ene skrajnosti v drugo, hkrati se pa ne ukvarjamo z mladimi in verjemite mi, to, kar spremljam generacije, kar se dogaja, to, če ne bomo nekaj začeli delati, bo šlo samo še na slabš, ker imamo v bistvu eno tempirano bombo mladine, ki ne ve, kaj početi samo s sabo, sploh takrat, ko ni signala, pa je prazna baterija na mobitelu in takrat so pa pol take stvari, ki jih danes poslušamo. In s temi se moramo začeti ukvarjati. Ne mi, ampak ljudje, ki so strokovnjaki za to, občina more pa zagotoviti prostor in sredstva. Hvala. Hvala. Gospod namestnik komandirja, izvolite. Kar se tiče Duplice, Bakovnika, absolutno, ja, bomo tudi tam kakšen obhod naredili več. Sami ste spoznali, kje je vzrok, kaj sem želel povedati, da vzgoja otrok je v primarni dejavnosti staršev osnovne šole. Nikakor ne želim videti, vse dokler sem na tem mestu, da se otroci navadijo na prisotnost policije v osnovnih šolah. Takrat smo zaključili. Boljše, da gremo vsi drugam živeti ali v službo. Jaz tega ne podpiram. Absolutno ja, takrat, ko pride do incidenta, da pride do nasilja, da se policisti odzovejo, zdaj, da bi pa policisti bili tam prisotni skoraj vsakodnevno, da se bi otroci na to navadili, ne. Pa mislim, no, da v tem pogledu imam dosti prav. Kar se tiče, ko smo že razčistili dežurne službe, bi mogoče tukaj mi z županom se potem tekom naslednjih dni, samo prosim, ne individualno, kakorkoli preko svojih političnih vez klicati v Ljubljano, ker s tem imamo zelo slabe izkušnje. Potem izpadem jaz slab, načelnik slab, ampak mi dva se res trudimo, dajeva vse od sebe. Veliko več sva v službi, kot uradno bi moglo biti. Tako da prosim to, če lahko v prihodnjih dneh z gospodom županom. A sem še katero vprašanje spustil? Medvrstniško nasilje, dogajanje na osnovni šoli Marija Vere, na vseh osnovnih šolah se je povečalo število medvrstniškega nasilja. Tudi v občini Komenda se je to, posebej tam imajo ta problem z šolsko potjo, se je povečal. Absolutno, ni to zdaj spet številka, da bi to bilo vsakodnevno, ampak na mesečni ravni zagotovo eno medvrstniško nasilje na osnovni šoli je beleženo. Mi se ustrezno odzovemo, imamo za to dva strokovno usposobljena kriminalista, tega tudi na drugih postajah ni toliko, tukaj sta res strokovnjaka, ki se tudi ukvarjata z izobraževanjem ostalih policistov po celotni Sloveniji in prav njiju zadolžujemo za takšne primere, da resno pristopijo skupaj z osnovno šolo, socialno delavko, CSD-jem, da poskušajo omejiti v največji možni meri. Kaj več tukaj pa mi žal težko naredimo. Hvala lepa. Najlepša hvala, pa kot rečeno, hvala vam, hvala komandirju, gospodu Damirju Jukanu za res konkretno in pa korektno sodelovanje, pa za vse vašo prisotnost, predvsem pa tudi v smislu in pa v dejanju lanskih poplav, ko ste dejansko dnevno, vsak večer dejansko bili na terenu, bili tudi na sestankih štaba civilne zaščite in dejansko, ko smo dnevno sprejemali odločitve o tem, da so se na določenih področjih pojavili razne skupine, ki so zaznale to, da so bili določeni domovi prazni in da je bilo na področju občine kar nekaj materialnih sredstev
marsikje in dejansko smo neke večje ekscese skupaj preprečili. Tako da iskrena hvala vam, komandirju, pa hvala tudi za pobudo svetnicam pa svetnikom za eno konkretno razpravo, katere plod bo ta dopis in pa neka resna pobuda za vzpostavitev policije tudi v nočnem času oziroma postaje tudi v nočnem času. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena in še enkrat iskrena hvala za poročilo.